Lepo pozdravljeni v oddaji 7. Na drugem državnem prvenstvu v plesu na vozičkih je plesalo 14 plesnih parov in posameznikov. Državni zbor bi lahko kmalu obravnaval predloge o rabi indijske konoplje pri nas. Policija in zdravstvo opozarjata. December je mesec zabave in tudi mesec številnih nesreč zaradi uporabe pirotehničnih sredstev. Med številnimi novoletnimi željami je tudi izboljšanje finančnega stanja. Zbrali smo nekaj nasvetov, ki bi vam lahko prišli prav pri uresničevanju te želje. Ostanite z nami. Da je ples na invalidskem vozičku lahko eleganten, energičen in zapeljiv, so dokazali udeleženci drugega državnega prvenstva v plesu na vozičkih. Plesalci so se pomerili v 3 različnih kategorijah: začetniki, amateri in selekcija. Letošnje drugo državno prvenstvo je bilo še v bistvu bolje organizirano kot preteklo, saj smo že imeli neke začrtane smernice. Potem smo tudi dobili pomoč od Zveze za šport invalidov Slovenije in Plesne zveze, prav tako od Bolera, in tako da smo v bistvu so nam pomagali pri nekaterih stroških, tako da v bistvu tudi kar nekaj novih parov imamo. Jaz sem osebno pripeljal 3 nove pare iz druge skupine, ki jih treniram. In tako skupaj tudi zelo veliko delamo in se je kvaliteta plesa tudi zelo povečala. Zaradi majhnih skupin so bili dobitniki medalj praktično vsi plesalci. V najvišji kategoriji je tudi letos nastopil le en plesni par. Konkurence v Sloveniji nimava. Bi bilo seveda fajn imeti, ampak vsak zase imamo še vedno zagon, da se izboljšujeva, sva vedno boljša. Upam si trditi, da sva danes bila celo najboljša, kar se tiče tudi tehnično. Drugo državno prvenstvo sva dale zdaj čez. V bistvu ostale sva v isti kategoriji kot lani, se pravi amateri, kombi. To pomeni 8 plesov, 4 standard, 4 letin. Glede na lansko leto koreografije so več ali manj ostale iste, s tem, da smo dodelale finese, če lahko tako rečem. Letos najhujše konkurence ni bilo na tekmi, žal zbolela, tako da so imele velike cilje, da bi se upale, da bojo premagale, tako da se zdaj vseeno lahko pohvalijo kot državne prvakinje. Cilji naprej so še vedno enaki, kot so bili, torej Nizozemska enako visoko uvrstitev, mogoče še višje, če bo šlo. Uživati v plesu in biti dobri prijatelji. V 2014 imamo kar velike plane po tekmovanjih. Mislim, da imamo v načrtu 8 tekem, če se ne motim. Zdaj bova videla, če bova finančno zmogla vse. Z letošnjo sezono sva se odločila, da bova trenirala še več in imava nekako določene 3 dni v tednu, se pravi 3-krat na teden trenirava nekje od 2 do 3 ure. Večinoma popoldan ali za vikend, ker sva dopoldne zaenkrat še po službah. Če bi kdaj bilo izjemoma treba, vzameva tudi dopust. Ples je tudi oblika rehabilitacije. Z invalidnosti obadaš na samem treningu in vmes, ko študiraš nek gib, ti lahko pride do tega, da ti, ne vem, dvigne pokrovči, rečem po domače, ampak ni pa to moja stalnica, da bi se s tem obadala celo življenje. Jaz sem Barbara in to je to, in v okviru tega, kar lahko, seveda vedno presega meje, s pomočjo klemna tudi.
sama dva sproti vidva kakšne stvari, ki niso izvedljive ali pa jih prilagodiva, ne, sva tudi naredila pri vseh plesih v bistvu kakšne spremembe in to vedno pred vsako tekmo v bistvu narediva kakšne spremembe. Glasba v bistvu se skozi menjava, ne, to se nikoli ne pleše na ena in isto pesem, ne. Tako da na tekmah si prepuščen, kakor dajo organizatorji glasbo, moraš na tisto glasbo plesati, ne. Ti glasbe vnaprej ne veš, kaj boš dobil, ne. Veliko improvizacije med samim plesom. Pregovor pravi, da jezik plesa ne pozna meja. Zato je silvestrski polnočni valček idealna priložnost, da svoji izbranki ali izbrancu sporočite nekaj lepega. Na Urugvaju so ta mesec legalizirali uporabo marihuane. Medtem pa je pri nas Slovenski konopljin socialni klub zbiral podpise za obravnavo predlogov, ki urejajo gojenje in uporabo indijske konoplje v medicinske namene. Zbrali so več kot 27.000 podpisov, kar zadostuje za to, da bo predloge obravnavala pristojna parlamentarna komisija. Predsednik kluba Jaka Bitenc nam je predstavil njihove ideje in predloge. Klub je bil ustanovljen leta 2010 oziroma 2011 za pomoč bolnikom, katerim je uradna medicina odpovedala to. Predlagamo, da bi se konoplja uvrstila tja, kamor spada. Zdaj je konoplja med prepovedanimi drogami, v segmentu 1 prepovedanih drog, kar pomeni, da se ne smemo ukvarjati ne v medicinske, ne v znanstvene namene z njo. Podporo predlogom oziroma legalizaciji kanaboidov v medicinske namene so izrekli tudi v protibolečinski ambulanti Kliničnega centra v Ljubljani. V številnih državah Združenih držav Amerike in Evrope se kanaboidi v zdravstvu že uporabljajo. Kakšna pa so pričakovanja za Slovenijo? Pričakujem eno orenk razpravo, na kateri bomo mi sodelovali, strokovna javnost, sicer ne slovenska. Jaz mislim, da vsa Slovenija bo mogla sodelovati. Odločitev o rabi kanabisa v medicinske namene je torej prepuščena politikom. O predlogih bodo odločali še ta mesec. Trenutek razigranosti, trenutek razburljivosti, bum. Zaradi neprevidne rabe petard in drugih pirotehničnih sredstev se pri nas vsako leto poškoduje okoli 20 oseb, med njimi otroci, zagori pa tudi nekaj hiš. Od leta 2008 je v Sloveniji prepovedana prodaja pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, in sicer mlajšim od 14 let, ko gre za manj nevarne izdelke, kot so pasje bombice in vžigalice s pokom oziroma mlajšim od 16 let pri nevarnejših raketah ali baklah. Omejitev pa velja tudi glede njihove uporabe. Petarde in druge pirotehnične izdelke, katerih glavni učinek je pok, je dovoljeno uporabljati od 26. decembra do 2. januarja, zgolj na prostem, izven strnjenih naselskih naselij in v varni razdalji od ljudi in živali. Posledice nepazljive uporabe pirotehničnih sredstev so lahko grozljive. Zato policijska uprava njihovo uporabo odsvetuje in opozarja na natančno upoštevanje navodil proizvajalca. Če res ne gre brez pirotehnike, policija svetuje nakup izključno pri pooblaščenih proizvajalcih. Staro leto se končuje in pripravljamo se na leto 2014.
Novo leto je čas novih priložnosti in čas, ko verjamemo, da lahko obrnemo novo stran v poglavju svojega življenja. Novoletna zaobljuba je, tako kot vsaka druga zaobljuba, nekakšna prisega samemu sebi ali dolgoročni cilj, ki zadeva vas same. Novoletna zaobljuba je lahko na primer sprememba prehranjevalnih navad, bo redno ukvarjanje športov, opustitev kajenja in podobno. Pa je med vašimi novoletnimi obljubami tudi izboljšanje vašega finančnega stanja? Nadzor nad porabo denarja je nujno potreben, če želite svoje finančno stanje izboljšati. Mnogi si želijo nadzor nad porabo denarja izboljšati, a ne vedo, kje in kako začeti. Poglejmo si nekaj finančnih nasvetov, ki so vam v novem letu lahko v pomoč. Prva in najpomembnejša točka je varčevanje. Zato moramo najprej ugotoviti, kolikšen delež mesečnega zaslužka lahko namenimo za varčevanje. Vedeti moramo, zakaj varčujemo. Za pokojnino, za otroke, izobraževanje, za dopust, stanovanje, avto ali kaj drugega. Pomembno je, da vsak mesec varčujemo redno in dosledno. Znesek niti ni toliko pomemben, kot je pomembna disciplina, da vsak mesec od dohodkov nekaj denarja namenimo za varčevanje. Na drugem mestu je odplačevanje dolgov. Včasih se v jezi vprašamo, zakaj smo si nakopali vse te dolgove, ki jih moramo odplačevati. Ko smo se zadolžili, nam je bil razlog jasen. Obenem pa se moramo zavedati tudi, da je dolgove treba odplačati. Pri tem je na prvem mestu spet disciplina. K zmanjšanju dolgov pripomoreta tudi izogibanje dodatnemu zadolževanju in zavestno ter načrtno nakupovanje. Ne bojte se dodatnih zaposlitev. K boljšemu stanju osebnih financ prispeva tudi nov vir prihodka. Iščite možnosti, kako bi povečali svoj zaslužek. Zlato pravilo pa je zapisovanje prihodkov in odhodkov. Tako bomo najprej vzpostavili nadzor nad svojim denarjem. Zelo pomembno je tudi, da si zastavite in zapišete kratkoročne in dolgoročne finančne cilje. Če res želite, da se vaša novoletna zaobljuba uresniči, potrebujete tudi jekleno voljo, trden namen in prepričanje, da vam bo uspelo. Odločitev naj bo vaša. Vzemite usodo vašega finančnega stanja v svoje roke. Ne pustite, da denar upravlja z vami. Upravljate vi z denarjem. V četrtek 12. decembra so se člani medobčinskega društva gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče udeležili prireditve v okviru čarobnega decembra pod Pohorjem, ki ga je organizirala občina Zreče. V društvu se zavedajo, da je ozaveščanje javnosti o težavah gluhih in naglušnih pomembno. Zato so na stojnicah delili informacije v obliki različnih tiskanin in ročno izdelanih gradiv in izdelkov, ki so jih naredili člani društva. Sodobna medicina nam ponuja številne izdelke za blažitev kašlja. V rubriki Nasveti pa zato ponujamo preprost nasvet. Pomembno je, da zaužijete čim več tekočin. Pogosto vzrok za suh kašelj je tudi suh zrak v prostorih, ki jih v zimskem času ogrevamo z radiatorji. V tem primeru pomagajo vlažilci zraka. Vlaga v prostori naj bo med 40 in 60%. V primeru bolezenskih obolenj pomaga tudi inhalacija vodne pare z uporabo zeliščnih pripravkov, ki jih dobimo v lekarnah. Napad kašlja pa lahko umirimo tudi z zvrhano žlico medu z dodatkom ščepca kurkume.
Pred spanjem pa si za pomiritev kašlja pripravimo toplo mleko, v katero vmešamo zvrhano žlico medu. Prišli smo do konca zadnje oddaje v letošnjem letu. Z vami bomo spet po praznikih. Uredništvo spletne televizije vam želi vesele božične praznike ter uspešno in zdravo novo leto. Lepo se imejte in nasvidenje spet v januarju 2014.